Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime, sem angelska terapevtka, life and soul coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko energijo, uživati v življenju in navdihovati druge. In da pridemo do tega, je res potrebno najprej pogledati vase, pogledati v bistvu sebe, delati na sebi in v bistvu s tem postanemo navdih za druge, zato ni treba potem nič več dodatno narediti. In vse se začne pri nas, odnosi se začnejo z nami in s tem, kako mi doživljamo znotraj sebe odnos do sebe. Zato je 13. februar, ki je dan pred Valentinovim, namenjen dnevu ljubezni do sebe. To je svetovni dan ljubezni do sebe, 13. februar, zato ker je odnos do sebe najprej in tisti, ki definira potem tudi odnose z drugimi, s partnerjem in tako naprej. In zato bomo 12.2. na 3-urni delavnici pogledali vse tiste prepreke, ki nam preprečujejo, da bi sami sebe imeli radi, da bi sami sebe sprejemali in da bi bili sami do sebe dovolj nežni, dovolj pozorni, dovolj ljubeči, da se to lahko potem razliva tudi navzven. In ravno ta teden so energije potem tudi tako zelo lepo speljane, ker imamo polno luno v ozvezdju Raka, ki v bistvu je polna luna, ki vlada odnosom. Rak je zelo tako družinsko znamenje, pomembna so čustva, zavedanje, tako da bodite pozorni v tem tednu, kaj vam te energije prinesejo na plano. V sredo je to, zraven je pa še lunin mrk, kar pomeni, da je stvar še malo bolj potencirana, zato lahko pričakujete, da ste v teh dneh bolj senzitivni, bolj občutljivi in da vam vsa tista neravnovesja, ki so znotraj vas in so povezana z primarno družino, z vašimi občutljivimi temami, s čustvi, lahko pridejo naven. Zato tudi bodite pozorni, kako poskrbite zase zdaj v teh dneh. Rak je tudi tisto znamenje, ki govori o tem, kako negujemo sebe, kako poskrbimo zase. In če se nimamo dovolj radi, takrat potem to malo odpade. Takrat imajo vsi ostali prednost, dajemo prednost drugim pred sabo in za svoje potrebe bolj težko poskrbimo. Tako da več načinov je, kako lahko poskrbite zase in to na vseh nivojih. Lahko na telesnem nivoju, se pravi, da si eno tako lepo telesno nego, masažo, kopel, savno, nekaj takega privoščite. Potem tudi čustveno, s kom se družite v teh dneh. Se družite z ljudmi, ki so bolj energetsko neugodni, neprijetni, ali si vzamete čas zase, greste v naravo, greste na sončka. V glavnem, da poskrbite, da v teh dneh se prečisti vaša energija in da zaznate vašo energijo in kaj potrebujete, kaj so tiste vaše notranje potrebe in si jih sami date in ne pričakujete, kaj bojo drugi vam ponudili in naredili. In v bistvu to je že negovanje sebe, sprejemanje sebe, ljubezen do sebe na nek način. Potem je pa še tisto globje, določeni privzgojeni vzorci, ki nam preprečujejo, da bi sami sebe občutili kot vredne ljubezni, določena prepričanja, ki jih imamo o sebi, ali smo dovolj dobri ali nismo dovolj dobri. Spodaj pri vseh je pa pravzaprav to, ali smo vredni ljubezni ali ne. In te ovire, ki so nastale, ali pa blokade, ki so nastale v našem življenju na tej poti do lastne vrednosti, to je pa tisto, kar bomo 12. na 3-urni delavnici, ljubezen se prične s teboj, sem ji dala naslov, delali. Šli bomo počasi skozi različne načine, kako sprejeti tiste dele sebe, ki jih običajno težje sprejmemo. Šli bomo in skozi meditacijo in skozi razne vaje, tako zelo konkretno, zelo izkustveno, da boste res pogledali vase, da boste pogledali tisto, kakšna so vaša prepričanja, ki jih imate v sebi in poiskali način, kako se pa lahko vase zaljubite in kako pravzaprav sami sebi odprete srce, ravno zato, da se bo potem lahko tudi ljubezen, ki prihaja ali iz višjih nivojev ali pa od drugih ljudi,
usidrala v vaše srce. Zato tudi vsakič, preden začnemo z navdihi, odpremo srce, se povežemo med sabo, naredimo eno tako skupno polje energetsko, da se te vibracije začnejo dvigati in da se vse tiste slabe raztopijo in da pravzaprav naša zavest začne drugače gledati tudi na tiste blokade, ki so nastale. In tisto, kako pa jaz negujem svojo energijo, je pa tole primer. Tole je roza pomander. Roza pomander je iz sistema Aura Some in to je prav ljubezen. Brezpogojna ljubezen in to tako paše, ko v bistvu svojo auro samo našpricam tako prav poboža na veliko in to rabimo. Res jaz tega kar nekaj porabim. Hkrati vso agresijo nekako kar spere ven iz energije, potem nas uglasi s tem, da odpremo srčno čakro in nas tako lepo, nimam druge besede kot poboža, nahrani auro z ljubeznijo in potem je seveda lažje se soočiti pač s tistim, s čimer se trenutno soočati. Zato bomo zdaj vsem odprli srce, da dopustimo ljubezni, da začne teči in da zdravi. Pravijo, da ljubezen vse pozdravi. Ampak tako malo zamolčijo pa to, da se je treba temu odpreti, ne, zato ker če imamo zakrčeno srce, če je bila kakršnakoli bolečina, zamera, ljubosumje, zavist, vse tisto, kar zakrči energijo, potem tudi ljubezen ne more teči, ne, in treba se bolečini pravzaprav malo odpreti, zato da se lahko potem z ljubeznijo poplakne. Zato se udobno namestite, zaprite oči, naredite en globok vdih in en globok izdih. In svojo pozornost date na prsni koš, na srce, lahko položite tudi roko gor na prsni koš, na srce. To ni toliko zelo fizično srce, kakor je to naše energetsko srce, srčni prostor, srčna čakra, ki utripa in se vrti kot vrtinec smaragdno-zelene svetlobe in transformira energije iz višjih čaker na nižje nivoje zavedanja, v nižja telesa in energijo iz spodnjih 3 čaker transformira in pošilja navzgor v višje nivoje. In ta naš transformator je tako zelo pomemben za odnose, ki jih imamo z ljudmi in predvsem za odnos do sebe. In s tem, ko date svojo pozornost na srce in ko dihate in opazujete, kako vdih in izdih dvigata in spuščata prsni koš. In si predstavljate, da vsak vdih je nova, sveža energija, ki spira vse tisto, kar je zakrčeno, in vsak izdih pomeni sprostitev določene blokade, določene zakrčenosti na področju srca. In zdaj si predstavljate, da se visoko iz vertikale začne spuščati v vaše energijsko polje preko kronske čakre na vrhu glave, čudovita rožnata svetloba. Svetloba božanske ljubezni, brezpogojne ljubezni, ki začne polniti vaš prsni koš, vašo srčno votlino. In ko je ta polna, se začne razlivati navzven v fizično telo in navzven v energijo, v auro okrog vas. In se razliva in širi kot oblak rožnate energije, oblak rožnate ljubezni in se širi v vse smeri
kot balonček, kot mehurček rožnate energije. Dokler se nekje ne sreča z drugim rožnatim oblakom, z drugo osebo. In počasi se ti puhasti, rožnati, svetlobni oblaki združijo v velikansko polje ljubezni. Vseh tistih, ki gledate in prisluhnete tem navdihom. In zdaj v to polje povabimo angelske energije. Povabite angele, tiste, ki so v vašem duhovnem vodstvu in tiste, ki nam želijo predati sporočilo za ta teden. In uživate v tem občutku ljubezni, polja, srčne povezanosti in odprtosti. In naredite še en globok vdih in izdih in se z zavedanjem te povezanosti začutite svoje fizično telo nazaj, začutite meje fizičnega telesa, naredite še en globok vdih in izdih in z izdihom, ki vam odgovarja, odprete oči. In pa bomo pogledali, katera so tista sporočila, katere so tiste energije, s katerimi nas želijo angeli navdihniti v tem tednu in nam pomaga, da bomo lažje navigirali med temi intenzivnimi čustvenimi vibracijami, ki jih spodbuja polna luna v tem tednu. In prva karta je Perfect Timing, oziroma temu nekako še najboljše reči božanska časovna uskladitev, zato ker to, kar si mi zamislimo kot pravi čas, je mogoče nekaj, kar je v nekem bolj širšem kontekstu univerzuma ali prehmalo ali prezgodaj, tako da na koncu se vedno vse zgodi v tistem pravem trenutku, ki ne bi mogel biti boljši, kakor je. Naša naloga je pa, da temu zaupamo. In sedaj v bistvu je zelo super trenutek in čas, da sledimo temu notranjemu časovnemu vzgibu. Se pravi, da ko začutite, zdajle je ta pravi čas, da nekoga pokličete, da nekaj naredite, da nekaj začnete, tisto, kar začutite, da je v tem trenutku dozorelo in da temu sledite. Tudi če vas je še malo strah, tudi če mislite, da mogoče niste najbolj pripravljeni, ampak tako, ko začutite tle noter, zdajle pa tole treba. Ali pa pride ena misel, tako čisto iz nikjer, da temu sledite. Zato, ker to je tisto, kar nam skuša tudi vesolje povedati, ko nam v bistvu da neki impuls, da je zdaj tisti pravi čas ali za akcijo ali za nekaj narediti, predvsem za akcijo tukaj, ne. Tako da delujte v tem tednu. In takoj naslednja karta, go for it. Se pravi, podpre to, se pravi, da vseeno dajte si dovoliti narediti neki korak, dajte si dovoliti začeti, dajte nehati dvom. Bolj zaupajte, da če pridejo neke ideje, če pridejo neke stvari, da so namenjene, da jih realizirate, ne? Ker drugače vam niti ne bi bile dane in se jih ne bi spomnili. In pa še tretja karta, ki v bistvu potrjuje to, imejte zaupanje in samozavest. Tako da v bistvu in ni nujno, da zaupate sebi, svoji osebnosti, svojemu razumu, da bo to znal speljati, ampak dajte zaupati, da če je prišlo nekaj, da se bo razkrilo tudi na način ali preko naključij, kakor jim rečemo, ali preko sinhronicitet, ali preko nekih slučajev, kakorkoli želite temu reči, da se bojo stvari poklopile, tudi če ne vidite celega potovanja. Se pravi, zaupajte, bomo rekli temu
božanskemu posredovanju, zaupajte božanskemu načrtu in temu, da vaša duša in vaš višji jaz veste, kaj je naslednji korak. Mi bi velikokrat, skoraj vedno, želeli vedeti za vsak korak na poti do cilja. To nam daje varnost, to nam daje neko zaupanje v to, da imamo vse pod kontrolo. Ampak življenje ni takšno. V bistvu življenje nam razkrije naslednji korak, pa potem spet naslednjega. Jaz se spomnim enkrat sem imela ene take močne sanje, ko sem stala na robu prepada in potem je bil tak širok prepad na drugo stran. In tako megleno je bilo, tako da se ni videlo, koliko je sploh globoko, ampak vedela sem, da je zelo globoko. In ko sem jaz v bistvu dvignila nogo in jo položila, se je iz tiste megle pokazala kot ena taka stopnica oziroma ena taka plošča, na katero sem stopila. Ampak ne prej, niso se pokazale naprej, jaz sem mogla nogo dvigniti in ko sem jo položila, se je tista pokazala. Se pravi, je bilo zelo tako simbolično in zelo konkretno pravzaprav, da moram zaupati, da če hočem priti na drugo stran tega prepada, da moram delati korake. Tudi če ne vidim, kje se bo pojavila, ampak da moram jaz najprej nogo dvigniti in jo položiti in šele takrat se bo potem pokazala tista plošča, ki bo podprla moj korak. In od takrat naprej sem pač šla velikokrat na slepo, kakor mi rečemo, ali pa v bistvu skočila, preden sem razmislila, ko je prišel tisti ta pravi impuls. To se pa treba naučiti in zaupati, se pravi, ne toliko zelo sebi, kakor temu, kar deluje skozi nas. Tako da v tem tednu, v bistvu, če pogledam, še enkrat pokažem te 3 karte, je perfect timing, se pravi odličen čas, se pravi pravi čas, go for it in pa have confidence. Se pravi, ja, če imate plan nekaj narediti, pejte, naredite in predvsem v tem tednu poslušajte svoje občutke, svoja čustva, kaj vam govorijo. Zato, ker naloga čustev je, da nam nekaj povejo, da nam nekaj razložijo, da so naš čustveni zemljevid tega, kar se nam dogaja v življenju. Na delavnici Ljubi sebe bomo pa v bistvu pogledali še ta del, kako pa sebe sprejeti, kako zaupati svojim tudi občutkom in čustvom, ki so bila velikokrat poteptana in smo drugim bolj verjeli kot sebi. In predvsem, kako najti tisto dobro znotraj nas, kar lahko vzljubimo, kar lahko, čemur lahko damo tisto vrednost in kako lahko sami sebi damo vso tisto ljubezen, ki jo pričakujemo od drugih. Tako da to bo kar intenzivna 3-urna delavnica. Imate tudi pod tem oziroma nad tem videom link do spletne strani, kjer je več o tej delavnici opisano, kako se prijavite, vse te zadeve. In 12. februarja bomo res naredili en tak preboj, sploh ko je skupinska energija dovolj močna, se še toliko lažje naredi nek preboj na nek nov nivo, zato ker se ustvari to polje in tudi tam na delavnici ga bomo ustvarili in poskrbeli za to, da bo vsak potem predelal svoje stvari, ne šel do vseh ostalih. To je velikokrat strah drugih ljudi, ker potem mislijo, potem moram predelovati še vse ostale. Bomo se naučili, kako predelovati res samo svojo energijo in svoje zadeve in kako v bistvu najprej sebi dati ljubezen in potem v bistvu to ljubezen razliti na ostale. Tako da želim vam v tem tednu čim več visokih vibracij, čim manj upiranja tistemu, kar bo osvetlila vaša polna luna, oziroma polna luna je od vseh nas tokrat, in pa se vidimo naslednji ponedeljek. In skoraj bi pozabila en odlomek iz knjigice Angelski svetilniki, kaj nam še angeli tako pravijo. Tvoje srce ve in pozna tvojo pot in ti je v veliko oporo. Pojdi nekam, kjer te ne bo nihče motil in se osredotoči na svoje srce. Zapri oči in se samo osredotoči na to, kaj čutiš in kaj ti srce pravi. Čeprav ti razum narekuje nekaj drugega, verjemi in zaupaj, da je pot srca prava. Naj te vodi in usmerja in naj te ne skrbi, kako bodo zadeve potekale v prihodnosti. Prihodnost ustvarjaš ti, sedaj, tukaj.
Zato se vprašaj, katera pot te vodi k veselju, zadovoljstvu in sreči. In ko boš danes to pot izbrala, boš tudi glede prihodnosti manj negotova. Samo zaupaj. Tole knjigico lahko dobite v lekarni za dušo, www.lekarnazaduso.si, si jo naročite. In na tak način, kot v bistvu tukaj, ko se odpre in točno je potrdilo to, kar sem zdajle govorila, na ta način vedno dobite tisto ta pravo sporočilo, ki vam ga angelski svet pošilja. Živejte. Čau, čau.